Še enkrat želimo dobro jutro. Dobro jutro. In kot smo rekli, jutri zvečer v Kidričevem pri Šumi drugi miting za navijače, sicer pa sosedski derbi Aluminij Maribor in zato, kot napovedano, dva gosta iz našega NK Maribora. Blaž Vrhovec, dobro jutro. Dobro jutro. In pa iz Aluminija, Luka Koblar, pozdravljen. Dobro jutro. Dobro jutro. Okay, zdaj ugotovili smo v bistvu, da ima Luka pravzaprav pri Mariboru malo daljši staž kot Blaž. Ne, Luka, kako je to? Ja, sem že pri Mariboru bil od 7. leta, tako da 13 let sem bil pol Mariboru. Kaj si imel? Blaž, ti, koliko si zdaj, če se števava? Ja, z umestno pauzo vse skupaj bo 7 let hmal. Evo. In zdaj, če dovoliš, Luka, vam se, vse dobro, zdaj ko Maribor igra brez navijačev, je tako, ko recimo tudi Aluminij gostuje, v Domžalah, recimo, ne vem, malo manj, pri vas so navijači, ampak vseeno zdaj, Blaž, ti to prvo tekmo brez navijačev, pač nisi imel pravice do nastopa, ampak vseeno si to na nek način doživljal. Kako se ti je zdelo vse skupaj, ko si pač spremljal? Čeprav delno je bilo navijanje, ampak vseeno malo drugačna situacija, ne? Dobro, ja, mislim se glis s fanti pogovarjal v garderobi, da je izgledal tako nekako v koronskih časih, sam brez mask. Ja, res je. Bilo je, čeprav takrat tudi nismo mogli biti zunaj in vseeno malo se je slišalo navijanje. Ja, ne, sigurno, ta podpora iz Južne ploščadi je bila super. Tudi imel sem to priložnost, da sem bil pred tekmo tam. Jaz mislim, da je to nek fenomen v Sloveniji, no, da se toliko gledalcev, mislim navijačev zbere, ne glede na to, da ne morajo na stadion. Ja. Luka, kako ste recimo vi oziroma ti osebno zdaj, kako si ti doživljal celo to situacijo po tem, kako ste se kaj pogovarjali so igralci pri Aluminiju, kako vi razmišljate po tem, kar se je zgodilo tam v Murski Soboti in vse ostalo? Ja, kako bi rekel, to vseeno bi se moglo rešiti na igrišču, no, tako je moje mnenje. Ja. Obstoja, pa kaj, da je bila kakšna narobe kazna, ampak ne vem, meni se to zdi vseeno stvar, zunanja stvar, bi se to moglo tako reševati. No. Okay. In kak je zdaj, ko recimo igraš proti Mariboru? Zdaj vem, profesionalec si, ampak verjetno ti ni vseeno, ne? Jaz sem tak navijač največji od Maribora, jaz sem v Mariboru, tako da ampak ko se pa prije na igrišče, pa je to nekaj drugače. No, ne pozabi, kaj si rekel, pač malo počakaj, ne rabi zdaj offside linije, mislim, pa ti celi čas držati, veš kaj ti hočem reči, ne. So tekme Aluminij Maribor vedno posebne bile, ne, Blaž, ti si jih odigral kar nekaj v bistvu v svoji karieri. Ja, sigurno, mislim, predvsem ta gostovanja pri njih, si neke zahtevne tekme vedno. Lepa kulisa tudi ponavadno, tako da upam, da se bo tudi čim več navijačev jutri zbral v Kidričevem. In ja, tako kot sem rekel, mislim, da imajo oni tudi svoje zelo dobre strani in kvalitetne igralce, tako da sigurno je treba biti maksimalno fokusiran, ampak ja, s ciljem sigurno 3 točke. Moramo reči, da je zelo v prijateljskem vzdušju vse skupaj, ne? No, ravno to, ne? Jaz sem vseeno upal, da bo malo, kam boste vi... Pofefrano. Da bo malo tako, Lahko mogoče na koncu malo insceniramo, tako pred boksarskimi dvoboji, ko si stojijo, pa ko si focne davajo. Glede na to, da bo ta naš intervju tudi video obliki na voljo v audio špajzi in na Facebooku, mogoče, počakajte do konca, bomo videli. Ok, drugače pa, kot smo rekli, prijateljsko vzdušje, na kar smo seveda celo ugotovili, da sva zdaj trenutno z Luko kar blizu v Framu, ne? Ja. Že zmenila, da se ima dobla, si ima podajala. Pa tudi Blaž je že večkrat bil v Framu, tako da vse poti vodijo v Fram. Ja, seveda. In kaj si ti rekla, Ana, kar povej? Enkrat bo prišel nekdo na intervju, ki bo stezna. Ok. In Jaz smo se rekli, verjamem ko bo v Kovinar to. v prvi ligi, torej ne držimo sape. Torej, zdaj moram eno stvar vprašati. Večkrat se govori, ja, seveda vzdušje in vse v Kidričevem je vedno super, tja iti je fantastično, je pa to igrišče, na katerem je Maribor že imel težave. Znal je dati 5 komadov, znal pa jih je tudi enih par dobit, Blaž, zaradi igrišča, ki je morda malo počasnejše, kot pravi urbana legenda ali iz kakih drugih razlogov. Pa mislim, da je igrišče to sezono super, no. Okay. Igrali smo tudi prijateljsko tam, eno poneseno tekmo in takrat je bil res
odlično pripravljen, tako da mislim, da v tej sezoni ta urbana legenda ne velja. Ok, dobro. Je pa res, da smo kdaj pa kdaj tudi kiksnali tam in ja, tudi sam sem bil velikrat udeležen pri teh kiksih, tako da sigurno vem, da je tam vedno težko in da je treba biti ja, na 100%, da ne bo šlo kaj narobe. Ja, res je, ste pa pri Aluminiju pokazali, da ste strup predvsem za Celje v tej sezoni. Kako to, Luka? Mislim, odlično, glede na to, da imajo vse ekipe s Celjem bolj kot ne težave. Ja, ne vem, vidim, da naležijo to sezono, sploh tam, ne. Ja, tam, ja. Tako da smo res to tekmo, mislim, glede na to, da smo imeli oni 36 strelov, smo imeli tudi malo sreče, ampak smo vseeno dokazali, ja, da se lahko za vsakim kosom v ligi. Ja, absolutno. In ravno zato pač trenutna situacija je takšna, da ste 26 točkami na 9. mestu, ampak zelo blizu je recimo 7. mesto, samo 3 točke v stran in jaz držim pesti, da vam rata. Ja, jaz tudi upam, ja, tudi zdaj 8 tekmi še do konca in vse bo finale za nas in da bomo šli na glavo. No. Ti samo pazi, tako smo se zmenili, ker si navijač Maribora, ne pozabi jutri pač, da je 1-2, pusti skozi, drugače pa trdno drži zadaj Luka. Ne? Ja. Ne, ampak pri Mariboru je druga zgodba, seveda 3. mesto, prvo je zdaj že skoraj da lahko rečemo predali v stran, ne? Čeprav seveda čudeži se dogajajo, ampak vprašanje, kolikokrat bi na isto mesto morala Strela vžgati, da bi Maribor bil prvak v tej sezoni, ampak drugo mesto pa je še kar realno, ne, bomo rekli. Ja, sigurno, mislim, da še neka dodatna motivacija, ker je tudi naš največji rival na tem drugem mestu. Tako, Olimpija je, res je. Ja, mislim, da glede tega bomo vse sile usmerjali v to, da če že ne na prvo, vsaj na drugo mesto. Ok. Kako ste pri Aluminiju pripravljeni, napaljeni kot običajno za Maribor jutri? Je plan, da boste spet parkirali avtobus ali boste špilali fuzbal? Ne, smo pripravljeni. No, se je doživel to z druge strani, tudi njega lahko vprašam. Ne, pardon, no povej. Pripravljeni smo 100%, ja, in smo se že analizirali vse, tako da jutri gremo po 3 pike. Ok, in Maribor na drugi strani, Blaž, kot si rekel, 3 pike, bojo kakšne posebnosti, imamo kakšne težave z 11-terico, vsi zdravi? Mislim, da so vsi pripravljeni, no, kakor jaz vem. Dobro, razni Cuki, ki je pač dobil rdečega. Tako da, če ne bo kakšnega izpada v zadnjem trenutku, mislim, da vsi ostali kandidirajo. Ok, kar pomeni, da seveda bo kar nekaj težav. Jojota ustaviti, Luka, je verjetno kar problem, ne? Omejiš ga, verjetno lahko ustaviš. Ja, težko je, ja, ni se on svoje pokazal že, mislim, kaj vse je igral, ne, proti katerim klubom je se odvijal, tako da... Ampak ti kot branilec, ko igraš proti njemu, je... Ja, mislim... Težko, ne? Ja, dober igralec. Je tako težko, kot si mi predstavljamo. Okay. Za konec, kaj si sporočata drug drugemu? Mogoče to zdaj tisti moment, da si pa rajt. Kako se zravnal, je kar pisalo. Zdaj bo. Zdaj je to tisto. Okay, kaj si sporočata pred tekmo? To je redko, da imamo priložnost, da si direktno rečeta. Izvoli, Luka. Dosta rečem predno. Aha, ok. Ja, nič, ne, jaz... Mislim, da boš imel veliko dela jutri, no. Mislim, da bi to jaz tebi sporočil. Tako. Upam, da ga boš čim manj uspešno upravil. Še mu reči. Zdaj ti gre, še mu daj. Ne, na koncu pa samo to, da gre 3 pike nazaj z nami v Ljudski vrt. Ok, Luka? Ja, karkoli lahko rečeš, tako da. Mi jim tako moramo vrniti za tisti 7-0, kaj je bilo v vrtu, ne, tako da. Smisel, da se ne boš spomnil. Po eni strani je pozabljeno, samo ne more biti. Ne more biti, da, ne. 7 komando ni tak, vsak dan je, ne. Ne, ni. Kaj si mislil reči? Ja, da mi tudi gremo na 3 pike, tako da se pazite, v šumi je težko igrati, ne. Tako, res. Seveda. Mi vse naredili jutri, da vam to preprečimo. Ok, torej jaz upam, da v preostalih 7 tekmah boste uspešni, kot si rekel, jutri, mislim, da že rešeno, Luka, in da bo Aluminij ne, mi vam res želimo, ostanite v prvi ligi, res veliko uspeha do konca, ker kakorkoli obrneš, vi ste tu in ste naši tudi na nek način in jasno, da navijamo tudi za vas razen v tekmah z Mariborom, ne? To meni da jasno. Blaž, rešeno, ne? Ja.
samo še jutri zvečer. Tako. Na drugem mitingu. Torej, Blaž Vrhovec, Luka Koblar, hvala lepa za obisk, vse dobro, nič poškodb in da bi šlo vse vsaj na 3/4 po načrtih. Hvala. Ja, hvala.